Res je, letos smo na Ravnah naredili izjemen prispevek oziroma dogodek ob 70-letnici dejstva, da se je pred 70 leti končala druga svetovna vojna. Zato smo na pobudo Zveze borcev oziroma Združenja za vrednote NOB, njihovega predstavnika Aljaža Vrhovnika, tudi podžupana občine Ravne, organizirali poseben sprejem za veterane druge svetovne vojne. Na poseben slavnostni sprejem in pa obdaritev smo povabili torej ljudi, ki so dejansko sodelovali, osebno sodelovali pri takratnih dogodkih pri koncu druge svetovne vojne, torej tako imenovani vojni veterani druge svetovne vojne se danes zberejo, jih počastimo s posebno pozornostjo. V ta namen pa smo tudi z obema borčevskima organizacijama v naši občini položili spominski venec. Temu pogodku smo v preteklosti in bomo tudi v prihodnje posvečali kar veliko pozornosti, zlasti z urejanjem spominskega parka Franja Malgaja na Dobrijah. Ta proslava bo 8. maja, torej takoj po prvomajskih praznikih je proslava na Dobrijah. Imamo tudi zelo aktivno domoljubno društvo Franja Malgaja, tako da seveda tudi to tradicijo izpred 100 let, lani smo praznovali 100. obletnico začetka prve svetovne vojne, na Ravnah negujemo in spoštujemo. Jaz bom za začetek seveda rekel, da sem jaz otrok osvoboditve. Bil sem rojen 45. leta, 2 meseca po osvoboditvi. Tako da v vsakem pogledu jaz to spremljam za nazaj, vse karkoli. Sem se pa vedno zelo zanimal za to zadevo, za ta boj. Poslušal sem starše, poslušal sem sorodnike, poslušal sem druge. Imel sem srečo tudi, da sem v teku mojega življenja srečal zelo pomembne udeležence narodno-osvobodilnega boja in ko so me zdaj pred 6 leti ravenski borci povabili, da bi prevzel vodenje organizacije Zveze borcev, sem čutil seveda veliko zaupanje z njihove strani in razveselil sem se predloga. Zdaj vodim organizacijo že drugi mandat. Mi imamo seveda, ko sem začel, smo imeli preko 300 članov, ravenski del v občini, ker imamo tudi kotulski del organizacije. Zdaj jih imamo 285, nažalost je seveda deluje zakon narave in udeleženci, tisti pravi, ki so sodelovali, umirajo. Ravno letos smo pokopali 2, ki sta na vsak način izjemno močen pečat pustila naši organizaciji, in to je bivša predsednica in pa dolgoletni zastavonoša. Mislim, da ne bo več takega zastavnoše s takim dolgim stažem, kot ga je imel Edo Klep. Predsednica je pa bila Vera Horjak. Danes bi se seveda rekel, da je se župan izkazal, da vse še živeče veterane v našem društvu, jih je okrog 45, povabil na sprejem. Jaz se mu tudi v njihovem imenu zahvaljujem za to povabilo. Žal jih bo približno tretjina se odzvala, 2/3 pa je tako prizadetih, bolnih, da na take sprejeme ne morejo več. Definitivno je ogromno tega izkrivljanja. Moramo pa seveda tudi priznati, da je, če tako rečem, z naše strani mnogokrat veliko idealiziranja in jaz pogrešam tu stroko, da bi temeljiteje sodelovala, da bi tudi tisto idealiziranje, ki je z naše strani sigurno prisotno, spravili na realna tla. Druga stran bo pa morala tudi stopiti na realna tla. Sodelavci okupatorja ne morejo biti enakovredni osvoboditeljem. Zveza združenj borcev Slovenije je 2 leti nazaj ustanovila mladinsko komisijo,
s katero meni, da bi to organizacijo, ki danes šteje 40.000 članov, nekoliko pomladila in s tem se približala mladim, da bi vrednote NOB ne šle v pozabo. Na tak način se sedaj po Sloveniji ustanavljajo odbori, mladinske komisije oziroma mladinske organizacije Zveze združenj borcev, ki ima za cilj, da v prihodnje deluje kot nacionalna mladinska organizacija v skladu z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju. Seveda, temeljna naloga te komisije je, kot sem že omenil, prenos teh vrednot NOB na mlajšo generacijo in pa pravzaprav sporočilo, da se moramo vsi zavedati, kakšna je identiteta naše države in da brez dvoma v našo identiteto sodijo tudi dogodki iz druge svetovne vojne.